Tudi jaz upravljam službo uradnega egzorcista, nekaj ste me našli, sem se čisto navdujen koncu Štajerske. 12 let v Mariborski nadškofiji, to je Celje, Maribor pa Murska. In v glavne danes govoril iz svojih lastnih izkušenj. Seveda mora biti tudi neke teorije, da boste razumeli, zakaj gre, pa potem veliko, pa potem iz moje sedanje prakse. In na koncu se potem tudi lahko sprašujete, jaz imam zjutraj ob 7 mašal, tako da 1 uro vožnje rabim, da se pravi, do 5:30 imate možnost. Je kdo pripravljen tole prebrati, ta tekst? No, jaz se mučil. V shodnici je bil človek, ki je imel duha nečistega demona. Z močnim glasom je zapil: Ej, kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončati? Vem, kdo si, sveti, Božji. Jezus pa mu je zapovedal: Umolkni in pojdi iz njega. Demon ga je vrgel na sredo in šel iz njega, ne da bi ga poškodoval. Vsi so osupnili in govorili med seboj: Kakšna je ta beseda? Saj z oblastjo in močjo ukazuje nečistim duhovom in odhajajo. In glas o njem se je širil po vseh okoliških krajih. Hvala lepa. Preden začnem, vse moje predavanje je v PowerPointu. To pa zato, ker se mi zdi, da ni dovolj samo, da slišiš, pa tudi vidiš. Jaz iz svoje prakse izhajam na župniji, pripravim vsako nedeljo najmanj 4 prezentacije PowerPointa. Na začetku maše, takšno meditativno, potem imam evangelijo v PowerPointu, potem imam pridigo v PowerPointu, pa prošnje vse potrebe v PowerPointu. Enkrat bere moška stran, enkrat ženska, tako izmenjujemo. To pa zato, pred 6 leti sem s tem začel in se spomnim, sem imel krst in po krstu smo tam v pisarni sedeli, pa bil en mali zraven, tak 5-6 let star, da je znal že brati. In rekel: Ati, jaz si videl, kaj je tam gor pisalo? Jaz sem namreč mislil na pridigo. In je točno en stavek prebral, ki ga je tam mali v cerkvi videl na platnu napisani. Kaj je meni kliknalo, splača se to delati. Če bi jaz kaj tako govoril, ga prav gotovo ne bi videl, ni slišal. Tako ga je videl, ga je slišal in si ga zapomnil. In ga je to spremljal. Tako da se mi zdi to pomembno. Ne samo, da slišiš, pa tudi vidiš. Torej, ta odlomek, verjetno ste ga kdaj že kje slišali, brali, slišali pri maši. Ko človek to morda prebere, sliši, morda bo rekel, ja, takrat niso znali se razlagati psihični bolezni drugače, kako s tem, da so pač poklicali hudiča na pomoč. Ampak moramo razlikovati, da so telesne bolezni, da so psihične in da so duhovne bolezni. Tudi stvari. In da tukaj gre očitno za duhovno bolezen, ki se reče obsedenost, in je Jezus tu pokazal svojo moč na demonom, ko ga je izgnal. Se slišimo vsi? Slišite. Nekatere stvari tukaj izpustil, ker niso tako pomembne za vas. Morda bi se ostavil prvem vprašanju, kako hudič deluje. Poznamo redno pa izredno delovanje. Redno delovanje, to so skušnjave, zapeljevanje razne pasti, ki jih hudič nastavlja in plete. Pri skušnjavi, če govorimo o skušnjavi, je hudi duh vzrok za zlo posredno. Saj človek je tisti, ki pod demonsko sugestijo svobodno izbere zlo. Človek bi se lahko odločil tudi drugače, ampak zaradi vpliva zla se pač navadno potem odloči za zlo. Zdaj, skušnjava sama še ni greh. Mnogokrat ljudje to dajo, ne razumejo, da je to greh. Ampak iz skušnjave lahko nastane greh. Tu so potrebni pogoji, ima 4 koraki, 5 takih korakov je, da z njih nastane greh. Zdaj, če si skušnjavo predstavljamo kot neko slabo misel, ki pride človeku,
Potem pride drugi korak, ko začne človek pogovor s to prišepljeno mislijo. Potem je tretji korak, ko začne se boj človeku, ali je to dobro, ali je to slabo, bi to naredil ali ne bi naredil. In četrti korak, utrujen od zla, da človek, utrujen od boja, da zlu pristane. Še takrat potem govorimo o grehu, na tej četrti stopnji. Če pa je skušnjava, hvala lepa, če pa je skušnjava takšna, ki človeka zelo mami, potem pa niti ni več teh korakov, ampak pride kar že takoj v greh, pride v strast, takrat govorimo potem o strasti, ko ni več teh korakov. Pri skušnjavi, ko govorimo o skušnjavi, spada sem tudi, recimo, strukturni greh. Ena oblika skušnjave, naprimer, vsi tako delajo. Torej, če vsi tako delajo, potem to ni greh, ne? Mnogi tako rečejo. Potem, ali pa recimo zakonodaja nam omogoča splav. In mnoge žene potem rečejo, ja, vse mi končno zakonodaja omogoča, potem to ni greh, ne? Potem je izredno delovanje hudega duha, zlo ni sad svobodne odločitve človeka, ampak izhaja iz direktnega posega zla na človeka. Tu poznamo 3 stopne izrednega delovanja. To so pritiski, potem obsedenost pa posredovanje. Pritiski so lahko zunanji ali pa notranji. Stoji, potem rečemo opresijo. Te zunanji pritiski iz tujko rečemo tudi zunanja infestacija. To pomeni infestacija, pomeni vznemirjanje, napad, duhovna onesnaženost in pa notranja infestacija. In vsakem nekaj. Zunanja infestacija ali vznemirjanje, napad ali duhovna onesnaženost, recimo prostora. Ljudje v prostoru slišijo recimo udarce, slišijo korake, ječanje, ropot, krike, gibanje predmetov, brez dotika. To sem spada tudi materializacija, naprimer Sai Baba, indijski šarlatan, ki je že pokojni, imel to zmožnost, recimo, da so stvari enostavno nastajale pred njim. Potem, recimo, spontani vžigi, če boste zdaj hodili po Arsu, tam kažejo, tam je živel Janez Vianney, arški župnik, ki je doživljal te napade hudiča, ne? In mu celo postelje zažgal. Recimo, ljudje potem vonjajo, recimo, smrad po žveplju. Bil pri meni človek, ki je rekel, na tisti njivi, kjer sadi, mu nikoli nič ne uspeva. In je opazil, da mu sosed neprestano tam zakopava neke zadeve, tem rečemo oroki, tem pozneje malo več, ki vplivajo na to, da tam rastline narastejo. To je ta zunanja oblika infestacija, ko hudič direkt na zunaj pokaže neko svoje delovanje. Potem je notranja infestacija, to pa se dogaja v človeku, je vpliv hudega duha na psihočutno in duhovno sfero človeka. Tukaj gre za posebne skušnjave, ki so nasilne, nenavadne, stalne, naprimer nenaden napad jeze, strahu, sovraštva. To je vzrok tudi mnogih bolezni, psihočutnih in duhovnih. Naprimer, imate primer v Evangeliju, tisto ženo, ki je bila sključena. In tam pravi evangelist, da je Jezus izgnal iz nje duha bolezni. Pravi, duh je bil tisti hudič, ki je njo tako sključil. Ni šlo za somatsko bolezen, ampak duhovno, ki se je pokazala pač v tej obliki. In ko Jezus to ženo osvobodi, žene iz nje, je žena tudi ozdravljena. Drugo delovanje izredno hudiča pa je obsedenost. O obsedenosti govorimo, ko obstajajo misli, ki se pojavijo zavesti na vsiljiv, ponavljajoč način, da se prevaja neko določeno zunanje opazno obnašanje. Simptomi so razne samorimne misli, strahovi, odvisnosti, okultno znanje pri vedeževalcih, naprimer ljudje gredo kakšnemu vedeževalcu
pa reče, veste, vse mi je povedal o meni. Zadeva je preprosta. Mnogi teh vedeževalcev imajo tako na iniciacijo, to meni so naredili en postopek, v katerem so se odprli delovanju zla. In dejansko vodi duh. So bili ljudje pri meni, ki so to počeli in so se potem tega osvobajali in so povedali mi, pravi, jaz imam vedno občutek, da me nekdo vodil. In to je pravzaprav hudič ga vodi. Ne? In ko jaz, recimo, nekdo pride k njemu, takemu vedeževalcu, zdaj Bog nekaj dopusti, da hudič tudi o nas nekaj ve. In seveda on pove to svojemu vedeževalcu. Ne? In zato on potem ve nekaj o tistemu, ki pride tja. In seveda s tem pa, ko on se da vodi temu vedeževalcu, odpre vrata, kjer lahko potem hudič stopi in začne potem delovati v življenju tega človeka. Tak primer duha vedeževanja imate recimo pri v apostolski deli. Ko prideta apostol Pavel in Sila v Filipe, to je prvo evropsko mesto, ki je slišalo za evangelij. Poznate ta odlomek? Ne? Poznate? Ne? Apostolska dela, treba brati. Tam boste to našli, tam not potem je, recimo, se pojavi ena ženska, ki je hodila za Pavlom in celo dobro govorila, ne, če poslušate Pavla, on vam govori odrešenju in tako dalje. Zanimivo, pa Pavel je iz te ženske prepoznal, da zapravo govori iz nje hudič, ne, in je znal iz nje hudiča in je potem seveda sta imela Sila pa Pavel celo vrsto problemov v Filipih. Potem je tretja, najhujša oblika posredovanja ali posesijo. Satan se polasti človeka. Simptomi so, recimo, telo drži v levitaciji, torej da človek ledi v zraku. To so navadno simptomi, ki se pojavijo pri molitvi egzorcizma. Lahko tudi v vsakdanjem življenju, recimo, se da to tudi manifestira. Potem govorenje nepoznanem jeziku. Ljudje govorijo jezike, ki niso nikoli učili. Sem imel primer enega fanta, oče ga pripeljal iz Nemčije, on je bil Hrvat, oče, mati je bila Nemka in ta fant je znal samo nemško, nič drugega. Potem ga spraševali in molili nad njim v različnih jezikih, v slovenščini, italijanščini, latinščini, je znal vseh jezikih odgovarjati. Niso nikoli učil, tako da tisti, ki je len za jezike, se lahko tudi posluži te metode, ampak ne priporočam. Potem odkrivanje oddaljenih skritih predmetov, imajo nekateri pravijo dan, ampak to ni dan. Ne. Potem pojav nenavadne moči, pripeljali so mi dekle, ki je imelo vsega skupaj 50 kg, ne. Da je stok mišic še imam, da je obvladal. Ne. Ampak ko začel moliti, že tako rohneti in tako besneti, da sem rekel, ki je pripeljal s neko drugič danes prekinema, drugič pripelji, najmanj 4 močne zraven. Čudno gledal, ne. Tako, kot sem ti rekel, naredi. Drugič prišel, 4 takimi badžoti, vsak za eno končino je držal, ne. Po 2 urah so bili deci bobonovo mokri, da bi se brisali. Tukaj ni šlo za človeško moč. Potem spreminjanje fizionomije, glasu, recimo ženska, da bi taki bas, da bi kakšne opede lahko pela, kako moško vlogo. Bestrost ob navzočnosti svetega nam morajo recimo ljudje zdržati ob izpostavitvi najsvetejšega. Potem navzočnost drugega jaza v osebi, to bi lahko rekel, da gre za schizofrenijo. Ja, lahko gre, ne? Schizofrenija lahko psihična bolezen, lahko je pa tudi duhovna, omeni v ozadju hudična, ki se potem manifestira v obliki schizofrenije lahko. Potem ta primer imate obsedenca v garaški deželi, ta odlomek poznate. Znate? Ja. Če ne evangelij v roki. Torej, tam ta obsedenc je živel prav v nekih grobovih, pravi evangelist, ne. In vse verige, vse je potrgal, ne. Potem Jezus pride in ga osvobodi in žene iz njega legijo, pravi evangelist, ne. Legijo hudičev. Kako Satan stopa človeka v življenje?
Iz vsakdanje prakse, pa potem iz literature sem zasledil zanimivo, da smo prišli do skupnih jeder, če bi tako rekel, je 5 takih stopnih mest. To je družinsko deblo, notranje rane, osebni grehi, potem so satanistične prakse, okultizem, magija, črna magija, uroki, spiritizem, prekletstva, satanizem, potem satanizem v glasbi, alternativna medicina in pa 5. oddaljenost od Jezusa, brezbrižnost, mlačnost in tako dalje. Pa v vsakem nekaj. Kako torej Satan stopa človekovo življenje preko družinskega debla? Vsak človek na svetu je sužen svoje zgodovine in preteklih dogodkov. V sebi čuti potrebo po osvoboditvi. Poznate odlomek Svetega pisma, je pisma Rimljanom. Tam Pavel pravi, se ne razumem niti tega, kar delam, ne delam namreč tega, kar hočem, temveč počenjam to, kar sovražim. Je ta dvojnost v sebi, ki jo čuti vsak izmed nas, in to človeka potem razdvaja in bi rad delal dobro, pa čuti v sebi, da bolj služi slabemu. Mnogo ljudi, ki so vpeti v okove grešnih navad, me sprašuje, ali bo njihovo grešno vedenje prizadelo njihove otroke in prihodne generacije. Moram jim potrditi, da se bo to prav to zgodilo. Podroben pogled na preteklost naše družine nam bo nedvoumno pokazal, da razne naše težave, motne prihajajo od prednikov. Mnogo ljudi trpi zaradi strahov, nenaklonjenosti, jeze, zamer, značajskih izbruhov, neustavljivih občutkov krivde, depresije, samomorilskih nagnjenj, spolnih deviacij, pohote, močnih skušnjav za nezvestobo v zakonu. Iz dneva dan narašča število homoseksualcev, lezbijk, vedno večje število tudi pedofilov. In pri nekaterih, pri teh raznih deviacijah, ki se jih ne štejo, pa niso še vse, se ugotavlja tudi, da je lahko povzročitelj tudi greh njihovih prednikov. Če so namreč naši starši ali predniki v življenju naredili kakšno zlo ali greh, potem prekletstvo tega greha lahko vpliva na potomce. Imate v drugi Mojžesovi knjigi to zapisano. Tu še posebej velja, če se predniki tega greha niso pokesali, se spovedali in prosili odpuščanje in dobili odvezo. Govorim torej o neodpuščenih grehih, da bo to kakega nesporazuma. Ne? Greh, ki je bil odpuščen, je odpuščen. Krivda je odpuščena bez povedi. Ostane samo še časna posledica, ki jo človek potem ali bo tukaj, ali pa potem ostane vic odslužil, če temu tako rečemo. Ne? Če pa greh ni bil odpuščen, zaklamentu sprave izpovedi, ostaja in takšen greh lahko potem povzroča probleme, zlasti pri potomcih. Zato zaklament sprave je zelo pomemben zaklament, temu tako še danes veliko govorim. Ne pozabimo, da k našemu družinskemu deblu spadajo tudi splavljeni otroci. Po spontanem ali namernem splavu se včasih zgodi, da naslednji otrok, ki se rodi in živi, nosi materino krivdo in strah. To je področje, ki potrebuje molitev za ozdravljanje, verjetno eno od največjih ozdravljanj, katero potrebuje ženska, ki je splavila na področju krivde, ker gre za kršitev naravnega in tudi Božjega zakona ne ubije. Do tega pride, ko je človek sposoben reči, grešil se, bilo narobe, žal mi je, in to se zgodi lahko samo v zaklamentu sprave. Drugo stopno mesto so notranje rane. Razne travme že spočetja dalje zelo negativno vplivajo na naše življenje. Zelo pomembno je, kako sem bil spočet. Brez ljubezni, izven zakona ali v zakonu, to so pomembne zadeve, to nekaj tako. Ali starša potočena ali nista, ali sta izven zakona skupnosti, to so pomembni zapisi za naše življenje. Najtežje so rane, ki jih je otrok doživel v prvih 3 letih življenja. Otrok je ranjen z grehom, ki ni njegov greh, ampak greh osebe, ki ga je ranila. V osebi, ki je bila ranjena, se naseli občutek zavrženosti, krivde, manj vrednosti, strahu in iz tega se pozneje razvijajo problemi, kot so psihosomatska bolenja, astma, alergije, migrene in podobno.
Pri grehu je v zadju sveda hudi duh, zato so te rane kot posledice greha stopno mesto za hudega duha. Če čisto na kratko, da je to vam predstavo, kar sem tule zapisal. Notene rane, najtežje notene rane so rane, ki jih dobi otrok prvi 3 leti življenja. In to je navadno zavrženost, nesprejetost, če ni bil ljubljen, če ni bil sprejet, to so najtežje rane. Ne? Dan se predstavljate, koliko staršev daje otroka že čim prej jasno. Kako zdaj ta otrok to doživlja? Otrok doživlja, mene sta starša zavrgla. To je vse podzavestno, to ni zavestno. On ne more, da je to. On ve, da je zavržen, ne? To je tisto. In on s to predispozicijo gre potem naprej v življenje. In ko pride čas pubertete, ko išče svojo identiteto, če ni bil sprejet, ni bil ljubljen, on ne bo znal ljubiti ne sebe, ne sprejema ne sebe in tudi ne more ljubiti drugega. Potem se zgodi kaj? Ker ni ljubljen, ni bil sprejet, ni zmožen ljubiti drugega, se odloči, da bo ljubil steklenico. Mišljenje ona potem ljubila, ne pa vemo kam, alkoholizem pelje, ne? Ali pa drogo, ali zaide deviacijo, postane homoseksualec ali lezbika, ali pedofila, kaj podobnega. Mnogokrat so v ozadju vseh teh bolezenskih stančev, tako rek deviantnih, so velikokrat te notranje rane. To je ena schema, ki je sicer lahko rečem bolj psihološka, pa tudi psiha in duhovno so seveda med seboj tesno povezane. Včasih so nas v šoli učili, da človek pride na svet kot bel nepopisan list, ampak to ni res. Vidimo na svet zelo popisan. In okvir je zelo pomemben, ki ga sestavljata mati in oče, okolje, v katerem živim, pa tudi odnos, ki ga ima naša družina ali ga imela, odnos do Boga. So pomembni 4 faktorji. Oče mati se s svojim genskim zapisom se mogoče prenese to mene, dobro in slabo seveda, potem je tukaj okolje. Ne? In zdaj človek je potem razdeljen, kot vemo, na 1/10 zavesti, 90 podzavesti. In karkoli jaz doživim na področju zavestnega, dobro ali slabo, se shranjuje moja podzavest kot na hard disk. Ne? Zdaj, ko jaz doživim nekaj slabega na področju zavestnega, nekdo me razjezi, ne, recimo. Se spomnim, tam me je že enkrat razjezil, ne, pa že 2krat, kaj vem. In je tisto, kar sem jaz potlačil podzavest, hoče priti v zavest in to še bolj potencirati. Ne. In mi potem naredili tam debelo črto, tako barikado, da preprečujemo, da bi to prišlo iz mene ven. Ne. In to se potem kot ekonom lonec vedno bolj nabira, enkrat poči. Zato se te notranje rane je zelo dobro, da jih odkrivam in da jih skušam seveda potem tudi zdraviti. Ali če pogledate, recimo, notranje rane tako prispodobo drevesa. Drevo, če ga vidimo, pogledamo na zunaj, ne vidimo na njem nobene spremembe. Ne? Če ga prerežemo, pa vidimo, da je to drevo marsikaj doživelo v življenju. Tu vidimo, da je imelo eno oviro, je raslo na to stran, svoja neka rana. Tukaj vidimo nek raste, je doživelo kakšen požar. Ne? Tukaj vidimo zopet eno oviro, da se je moralo umikati. Vidimo zelo goste letnice, v dobi je suše. Ne? Potem vidimo tukaj en črn kolobar, zopet, kaj je bil napad insektov, si malo zmišljuje, recimo. Glavnem, hočem reči, če mi človeka na zunaj pogledamo, ne vidimo teh notranjih ran, ki so v njem. V pogovoru z njim ali pa iz njegovega obnašanja, njegovega življenja, pa lahko prepoznamo, da ta človek v sebi nosi razne notranje rane, s katerimi se ukvarja in ki ga mučijo. Da je problem oseb, ki so notranje ranjene, je, da iščejo pomoč vseh mogočih alternativcih. Na internetu sem našel podatek, ko ne morem verjeti, da 200 000 Slovencev piče vsak dan razne zdravilce, astrologe, bioenergetike, radiesteziste, ne vem kaj vse. Zdaj pa krščenih v nas je približno 78%, nekoliko tudi kristijanov, katoličanov, ki kličejo te šarlatane. In navadno se ti ljudje zanimivo predstavljajo kot tisti, ki zdravijo, izganjajo zlo z božjo energijo,
preden poiščejo pomoč pri duhovniku in če seveda imajo to srečo, da najdejo duhovnika, ki se vsaj delno se malo spozna te stvari, ne? Da ni analfabet na tem področju, ampak žal moram priznati, da jih je preveliko. Na tem področju analfabetov in potem ni čudno, da ljudje potem delvijo tem šarlatanom. Zato tukaj eno učinkovito sredstvo je molitev za notranje ozdravljanje. To je proces, v katerem smo osvobojeni svojih občutkov zamere, zavrženosti, jeze, samopomilovanja, depresije, krivde, strahu, žalosti, sovraštva, občutka manjvrednosti in obsojanja. V molitvi za notranje ozdravljanje prosimo Jezusa, naj gre nazaj v našo preteklost in ozdravi vsako rano, naj vzame duhovno nadirko in zbriše vsak boleč spomin, ki smo ga mi potlačili v sebe in v nas potem dela probleme. Gre za to, da Jezus s svojo božansko lučjo posveti tiste temne prostore, kamor je Satan skril rane in boleče spomine. Satan je tisti, ki nas spominja, da ne moremo odpustiti nekomu, ki nas je ranil, in brskanje po svoji notranjosti je uničujoče, če pogleda ne obrnemo na Jezusa in ne povabimo Jezusa svoje življenje. Najmanj, kar bomo doživeli, bo depresija. Da malo razložim, kaj sem htел s tem povedati. Danes ljudje iščejo rešitve v raznih shodnjaških metodah. Ne? Zdaj, te shodnjaške metode človeka na nek način pripeljajo do njegovega jedra. In ko človek vidi vso svojo bedo, se enostavno zruši. Te shodnjaške metode vse nimajo potencijala odrešenja, ki nimajo v sebi Jezusa Kristusa. Zato človeka ne more odrešiti. Ne? In ko človek vidi vso svojo bedo, se zruši, najmanje kar bo doživel depresijo, če ne bo kaj hujše. Tretje stopno mesto so naši osebni grehi. Najpogostejši vzrok satanega vpliva na človeka imajo njegovi osebni grehi. Vsak osebni greh prinaša molimo v misli, besedah in dejanju. Pa seveda vse opustitve, ne? Greh ni samo, če nekaj slabega naredim. Če tudi jaz dobro opuščam, je lahko tudi zelo velik greh. Se pravi, vsi ti grehi so v bistvu odločitve za Satana in osebne prakse so najtežji grehi, to življenje izven zakonske skupnosti. Namreč največ ljudi, ki prihajajo k meni, je ljudi, ki živijo izven zakonske skupnosti in imajo z tega potem probleme. Mnogokrat ne vedo, zakaj. Ne? Ki potem pridejo in ko da skrijemo, ko jim povem, potem reče, ja, to je to. Zunajzakonska spolna intimnost spušča med ljudmi vezi, ki zlemu duhu omogoča delovanje. Ko nekdo stopi v popolno spolno zvezo, se ustvari trajna zveza, ki ostane do takrat, ko se zlomijo, ne tako, da se pa razide, ampak po molitvi za osvobajanje. Zdaj nekdo, ki stopi v zakonsko zvezo in ima za sabo nekoliko avantur, ali ona, v zakon grejo vse te avanture z njim, ne? In so tista motna potem v zakonu, če niso ve prej te zadeve razčiščene in osvobojene. Potem je abortus. Tukaj se človek z ženo odpre duhu smrti. O tem malo več pozneje. Potem sovraštvo, neodpuščanje, obiskovanje raznih bioenergetikov. Bila je pri meni žena, ki je neki bioenergetik zdravil s spolnimi odnosi. Je potem končala na psihiatriji. On je namreč svetoval, rekel, veš, jaz imam tako spolno moč, da te lahko zdravim z spolnimi odnosi. Potem seveda ugotovil je, da je razvezana, potem je hodil lepo k njej in seveda ona mora te spolne odnose plačevati, ker to so bezdravilni. Ne? V zdravilni so biti toliko, da je končala na psihiatriji. Pa tega ni malo, veste. Pomanjkanje ljubezni, potem odvisnosti, poznamo okrog 120 oblik odvisnosti. In mnoge odvisnosti imajo lahko zdok tudi v hudem duhu ali pa v naših grehih. Potem nezvestoba v zakonu. Vse to pa seveda rešuje na temeljita spoved. Četrto stopno mesto so pa satanistične prakse.
To veste, kje je. Ne? Torej, satanistične prakse, tem seveda veliko govori zopet Sveto pismo, tako da nič kaj novega nismo odkrili. Ne? Poglejte, ker to so nekaj navedkov. Če preberem en navedek, recimo 5. Mojsova knjiga, 18. poglavje, 9. do 11. vrstice. Ko prideš v deželo, ki ti je daje Gospod tvoj Bog, se nikar ne muči posnemati gnusob tistih narodov, naj se ne najde pri tebi nihče, ki bi sina ali hčer žrtvoval ognju, ki bi upravljal vedeževanje, zadotoval razlago znamenja in čarov, ali izgovarjal oroke, ali klical duhove umrlih in druge duhove in popraševal umrle za svet. Tega imate Sveto pismo veliko, Sveto pismo je vedno aktualno in nas opozarja na vse te pasti, ampak ljudje še vedno nasedajo. Ne? In prvo od teh satanističnih praks je okultizem in magija, pomeni vstopiti v skrivnostni temni svet nepoznanih sil. Recimo, tukaj naštevam nekaj teh okultnih praks, ki lahko prebereš. Začasno bom jaz nekaj drugega še bolj pomembnega povedal. Ko sem rekel Sveto pismo, ne, priporočam vam, da če ga še nimaš, da ga kupiš. Ne. Če pa ga imaš, pa je dobro, da ga poiščeš, in če ga najdeš kaj na polici, ga vzameš z police, pa pihneš prav dol. In potem ga začneš brati. Bereš pa tako, da imaš vedno kakšno pisalo pri roki, ne. In noti pišeš, počrtuješ vprašanja, kaj pa počrtaš. In to bereš, tako da ti tisto Sveto pismo razpade na prav faktorje. Potem kupiš drugega. In s tistim ravno tako tudi delaš. Bereš, počrtuješ. Ne. In ko ti to razpade na prav faktorje, kupiš tretjega. In tistega tretjega zopet tako bereš. Ne. A pa ni dovolj samo ga brati, moš tudi živeti, kaj boš note bral. Ne? In potem, ko počasi že ta razpada na prav faktorje, potem tudi ti počasi že razpadaš na prav faktorje in tako ti je omogočeno potem vstop večno življenje, če si potem iz tega tudi živel, kar si bral. Tako da ga priporočam, da ga berete. Naslednje so črna magija ali bela magija, bi se rekel. Ne? Pomeni usmeriti satansko zlo proti neki osebi preko magičnih form ali obredov, katerih se kliče satana, da bi z njimi vplival na razvoj dogodkov in na ljudi v lastno korist. Vrhunec so črne maše, da vedeževalec ali mag lahko vpliva na določeno osebo, potrebuje nekaj njenega, lase, nohte, del spodnjega perila ali kako fotografijo. Večkrat me kličejo, pravijo, a moram prenesti vam kako sliko. Jaz ne rabim vaše slike, jaz rabim vas ne sliko. Potem so oroki. To je najpogostejši način, kako se preko določenih predmetov, ki se ne predajo satanu, da vanje vtisne svojo žabno moč, lahko škoduje drugi osebi. Pri urokih satan posnema Boga, podobno kot ima vsak zakrament določeno materijo, recimo krst. Pri krstu uporabljamo vodo. Tako satan pri urokih uporablja materijo zelo namene. Tako da bi rekel, uroki pa zakramenti so neka sorodna povezava, če pa vsak na svoje strani, seveda. Pa hočem vedeti, podobni so učinki. Ne? Urok ni toliko odvisen od materijala, ampak od volje in sovraštva tistega, ki hoče s močjo satana škodovati drugi osebi. Obstajajo posebne skrivnostne formule, ki jih magi izgovarjajo, ko pripravljajo takšne umazane zmesi. V to področje spada vodu. Na lutkah, ki predstavljajo določeno osebo, se prebadajo določeni organi ali deli telesa, ki se hoče škodovati tej osebi. Zato ste verjetno že slišali za vodu. Tudi vodu je ena okultna praksa, satanistična, ki prihaja iz Benina, to je zahodnoafriška država. Ko so sužnje vozili v Ameriko, so oni to seveda sabo izvozili. Zato je najmočneje, oziroma najprej se potem razvil v karibskih državah, Haiti, Dominikanski republiki, potem je to prišlo v Ameriko za sužnji in pozneje z globalizacijo seveda tudi v Evropo, tako da imate tudi pri nas to. Pred leti, ko sem bil
na svetovnem srečanju egzorcistov, spomnim v Nemčiji, je bil med nami en možakar iz Benina, ki je cel dan nam govoril, kako se tam katoliška cerkev bori in pa rešuje te ljudi iz teh krempljev. Govorijo stvari, da ti grejo lase po konci. Spomnim se enega predavanja enega egzorcista iz Azije, je rekel, da poznajo celo metodo, prednatalno metodo voduja, ko naprimer na lutki zavežejo roko ali nogo in se ta otrok recimo rodi potem brez roke ali pa noge. Torej, tebi gre, ko vem, sosed na jetra ali na pljuča, greš temu vodu praktikarju in rečeš, mislim, da soseda znebil, on vzame iglo za vode, ko je tu predelu srca in v 14 dneh, 3 tednih, 4 tednih bo soseda infarkt. In seveda ti dobro to plačaš, nisi odgovoren za njegovo smrt, jasno. Tako da to ni to šala. Zdaj, ko to poslušaš, bo kdo rekel, ja, potem lahko z mano vsak manipulira, dela karkoli hoče. Jaz bom rekel, da ali ne. Sveto pismo namreč nikoli ne pravi, da se moramo hudičevati, ampak naj se mu upremo, naj bomo pozorni na njegove napade in trdni v veri. Jezus je Satana premagal, potem so nam pomoč Marija, angeli varuhi, svetniki. Naprimer, pri molitvi egzorcizma, ko se omeni Marija, hudič popeni, čez nori. Ali pa vsak izmed nas ima angela varuha, vsak izmed nas ima svojega krstnega zavetnika. Če ima neko, bi rekel, normalno ime, da lahko veš, če ima neko ime, ko je travica, tisno in kakšen svetnik bi bil. Torej, če imaš en tak normalno ime, potem imaš enega zavetnika, ki mu se lahko priporočaš, in to ti je lahko veliko pomoč. Potem bili smo krščeni Jezusa Kristusa. In če živimo iz zakramentu, se nimamo česa bati. Isto vedno podaja. Tisti, ki živi z Jezusom, se nima česa bati. Noben šarlatan, noben teh ne more škodovati. Noben orok. Če si z Jezusom. Ampak hudič pa je v tem, Jaz poznam ljudi, recimo, ki so pravi, da so zelo verni, recimo, imaš hodi, ponedeljek ob 3 ima pa naročenega bioenergetika, v sredo o 5 popoldne, ki pa vete svojemu vedeževalcu, Pa ne moš ti na 2 tirih voziti in potem hudič pride, Tudi pomembno je, kaj nosimo s seboj. Ali križec na verižici, ali pa kakšna tista, osla, kozle, pa so že ovne, pa bike, pa nekaj vse, razna horoskopska znamenja, mislim, ko res polna veš, a hoče s tistim povedati, da če nosi bika, da je potem bik tudi, kaj, ne vem. Potem je spiritizem. Spiritizem, kako stopiti v kontakt duhovi pokojnih ali z drugimi duhovi. Pri spiritizmu je vedno zoč medij, ki je posrednik med ljudmi in duhovi. Medij posodi duhu svoj glas, skretne pisanje, vedno se pa oglasi hudi duh, ki posnema glas pokojnika in lahko potem obsede nekoga, ki je navzoč na seansi. Ljudje kličejo staro mamo, pa misli, da je stara mama oglasila. Ne more se, ki med nami in njimi ni prehoda, če tako rekel, poznate iz Evangelija to, Ampak se vedno oglasi hudič, ki posnema glas stare mame, In mnogi žal, ki se s tem ukvarjajo, končajo tudi samomori, Potem so prekletstva. Kdo hoče več vedeti o tem, smo zopet pri Svetem pismu. 5. Mojsijeva knjiga, 27, 28 poglavje, kaj 2 poglavje imate v tem veliko napisano. Tako da jutri, ko začeli brati, boste imeli kar veliko za brati. Da je vzrok prekletstev, ki prihajajo od zunaj, brez naše krivde, in je v ozadju demon, jaz sem naštel 3 takšna. Eno je prekletstvo, ki prihaja iz preteklih generacij. To je podobno, kar sem prej že govoril o družinskem deblu, da ti ne bom tega ponavljal. Potem so prekletstva, ki prihajajo iz raznih, to je delo raznih satanističnih skupin drugih, ki izvajajo roke in druge okultne prakse na ljudmi, recimo vodu in tako dalje.
In pa tretje stopno mesto, tretji vzrok teh prekletstev so pa elementi tradicionalnih religij. Mnogi kristjani mislijo, da vseeno ali si kristjan, budist ali hindujist. Češ vsi imamo svojo pot na vrh gore in na vrhu se bomo vsi srečali. Vprašanje, če res te poti se vodijo na vrh, ne? No, hodi v hribe, ve, da najboljša ziher pot, ki te pripelje na vrh, je tista, ki je markirana. In naša pot, ki je dobro markirana, se imenuje pot Jezusa Kristusa. Da te prav gotovo pripelje na vrh. Vse ostale so bo vprašanje, ne? Te lahko pripelje tudi v prepad. Ne? Treba se zavedati, da mnoge tradicionalne religije imajo v sebi dobre elemente, vzime razne moralne drže, pa to ni dovolj, ki pa so tudi pomešane z demonskimi, še posebej, če so njihovi duhovniki vrači, a če se ukvarjajo s kakšno črno magijo ali kaj podobnega. Egzorcist iz Indije, Rufus Pereira, žal je lani umrl, jaz sem ga večkrat poslušal, bil je do lani predsednik Združenja egzorcistov. On je po rodu Indijec, v Rimu je bil, ja, že pokojni. Študiral je v Rimu svetopismo, zelo razgledan, njegova predavanja sem enkratno zaposlušal, to je res tako vse po predalčko, tako da ti je bilo vse jasno. Sem ga večkrat poslušal in spomnil sem ga njegovega predavanja, ko je dejal, okoli 1/3 ljudi, za katere je molil, je bila osvobojena vpliva hudih duhov, ki so se identificirali kot hindujski bogovi. Zanimivo. To on svoje prakse povedal. Kot Indijce prav gotovo zelo dobro poznal hinduizem, saj je z njimi živel tam. No, on potem takole razlago pravi, mnogi te duhovi so pravzaprav imena teh poganskih bogov, ki so pa v bistvu pravzaprav pravi on hudi duhovi. Da si predstavljate, koliko Evropejcev gre tja, v te razne ašrame, potem si dobijo kakšne razne guruje, ki jih potem vodijo po teh duhovnih, pod narekovajem seveda poteh, ki dobijo tudi razne mantre in Rufus pravi, te mantre so velikokrat imena hudih duhov ali teh poganskih bogov. Ne? In če jaz to kličem, seveda potem hudič pride. Noben problem ni, da je prišel. Potem je satanizem. Satanizem razumemo kot narobe religijo, ki časti hudiča, in kot narobe etiko, ki ne teži k dobremu, ampak zlu. Kultni satanizem ima svoje obrede in neke vrste molitveno življenje. Satanisti hudiča kličejo, slavijo in se prepuščajo. S hudičem, ki je živo bitje in oseba, spostavljajo osebni odnos, obenem pa gojijo močno sovraštvo do Jezusa Kristusa in do cerkve. To je takva definicija kultnega satanizma, ampak to se jaz na novelih spuščam. Potem je satanizem v glasbi. Satan lahko deluje preko glasbe. Veliko mladih pride k meni, so bili okuženi ali pa celo tudi obsedeni, zaprav preko glasbe je hudič pravzaprav prišel do njih. Navadno se mladi začno ukvarjati najprej z kakim spiritizmom, ne? Na kakih žurkah, ko jih imajo, pa rojstne dneve, pa tele šola naravi, tako malo za zabavo kličejo duhove, ne? Pa hudič pride. Ne? Z tega imajo potem celo življenje lahko probleme zaradi teh dejanj, ki so takrat delali. Satan je egzorcist Dona Morto. Dona Morto je rimski egzorcist za mesto Rim. Jaz sem ga večkrat osebno poslušal, lani na srečanju ga več ni bilo, ker je pa že malo starejši možakar. Napisal veliko knjig, veliko je nastopal na televiziji. Hrvati mislim, da imajo 5 ali 6 njegovih knjig prevedenih. Imamo samo eno, oziroma zdaj še ena, jeseni je šla druga. Izganjavčev pripovedi najbolj on je na predavanju tole rekel, ko je izganjal iz ene osebe hudega duha, je hudič iz te osebe spregovoril, pravi diskoteke, to so moji templji. In predstavljate se vsi, koliko mladih petke in sobote večer preživi v teh
njegovih templjih. Potem je alternativna medicina. To je tako široko področje, da bi rabil en večer, da bi samo o tem lahko govoril, pa danes samo da omenim. Je idealna metoda za prenašanje idej ezoterike in New Age vsakdanje življenje. Cerkveni dokument Jezus Kristus prenašaja žive vode, številka 104, to bi ga ne vsak župnik imel. Not boste našli, jih našteva nekaj: akupunktura, homeopatija, kiropraktika, zdravljenje s kristali, z metali, glasbo, barvami, bioenergijo. Potem reiki, pomeni univerzalna življenjska moč, energija, pa cela paleta imate tam not naštetih zadev, kjer si lahko to ogledate. To je prvi taki dokument, kjer je Vatikan spregovoril tudi o teh zadevah, ki lahko pripeljejo človeka tudi pod vpliv ali hudega duha ali celo do obsedenosti. Potem oddaljenost od Jezusa, pozadnje vstopno mesto, mlačnost, brezbrižnost, nepoučenost, naivnost. Satanska moč in njegov zlobni vpliv na ljudi se posebno pokaže na človeku, ki se oddalji od Boga. Mnogi so to doživeli v svojem življenju. Navadni ljudje začno najprej opuščati vsakodnevno molitev, potem nedeljsko sveto mašo, redno spoved, počasi začne človek popuščati raznim izkušnjavam. Človek tako počasi, ne da bi se zavedal, zapade v zanke hudobnega duha, ki ga zaplete v svoje mreže in mu zamrači razum, oslabi voljo in v tem stanju je popolnoma nemočen za boj proti zlu. In še zadnje vprašanje, da je kako človeku pomagati, ko se je zapletel v te razne okultne prakse ali pa na nek način doživel vpliv zla ali tudi obsedenost. Torej, prva zadeva, ki se mi zdi pomembna človeku, ki pride k meni, da se pogovorim z njim, da ugotovim, ali je to ta zadeva za mene, ali je pa za kakega psihiatra ali psihoterapeuta. Dogaja se tudi obratno, tudi psihoterapeuti, psihiatri pošiljajo k meni, ko rečejo, to pa je za koga drugega, ni za nas. Namreč, če gotovim, da je zadeva, ki za duhovno zadevo, se pravi vpliv hudiča ali pa celo obsedenost, potem je treba prvi korak sledi, ki je zelo pomemben, je, da se človek odpove tistemu duhu. Jaz pravim tako, vsak greh, vsako zlo dejanje ima neko vrst hudiča v ozadju ali hudega duha, ki ta greh ali to zlo dejanje vodi. Zato se moram jaz temu najprej odpovedati. Recimo, ko vam Jezus je imenu, se odrekam strahu, ali Jezus je imenu, se odrekam vsemu sovraštvu do osebe, Jezus je imenu odpuščam to, kar mi je ta oseba prizadela in tako dalje. Po odpovedi sledi drug korak, da Jezus je imenu zlomi moč hudega duha, da ne more več ovirati nadaljnega osvobajanja, to preprosto strim z besedami, Jezus je imenu zlomim to zvezo, za Jezus je imenu prelamlja moč duha, strahu ali jeze, sovraštva, pa vem kaj takega. Ne? Potem sledi korak, to je izgon hudega duha. Ko Jezus je imenu izžene moč tega duha, ki deluje v tem človeku. In potem sledi še zahvala in pa molitev, da tega človeka napolni Jezus s svojo milostjo ali da Sveti Duh napolni s svojimi darovi. Tu zelo kratko zdaj to povedal, v bistvu gre to za molitev osvobajanja, to ni egzorcizem, molitev osvobajanja, ki dejansko lahko moli vsak duhovnik ali pa tudi, ko je mož nad ženo, žena nad možem ali nad svojimi otroki, lahko si tako pomagajo. Potem človeku ponudim program, kaj je potrebno narediti, če želi, da bo rešen teh zadev. Svoje absolutna odpoved vsem tem stvarim. Potem uničenje raznih predmetov, piramid, slik, kamnov, ki jih imajo ljudje, ki
ki so dobili od teh ljudi, potem odpoved hudemu duhu in izpoved vere, redna nedeljska maša z obhajilom, redna spoved, redna molitev, redno branje svetega pisma, odpuščanje kakšni osebi, dobra dela, pogovor in ljubezen v zakonu in še marsikaj čas je potrebno narediti. Prej sem že izpostavil vprašanje spovedi. Sem govoril o vstopnem mestu, osebni grehi. To se mi zelo pomembno. Najmočnejši velik zakrament za osvobajanje ali vpliva hudega duha je ravno spoved. Vprašanje, ki se nam postavlja, zakaj moram to priznati človeku, duhovniku, ki je ravno tako grešnik? Ja, zato, ker je to pot odrešenja izbral Jezus. On je postal eden izmed nas, in postal človek in tako potem tudi apostole pooblastil, da v njegovem imenu odpuščajo grehe. Lahko ti greš v gozd, pa se spoveš bukvi ali brezi, kaj vem, ampak tisto težav ne bo nič koristilo, ker rabiš posrednika, rabiš človeka. To mora biti duhovnik. Lahko zavračaš duhovnikovo poslanstvo, izkaže pa se, da moram potem njegovo vlogo nadoknaditi z drugim človekom. Sami sebi nismo dovolj in samo človek nas ne more odrešiti. Ker se ne odpušča duhovnik, on je samo tam kot orodje, Jezus v rokah. Odpušča vedno Jezus. Ampak ti rabiš nekoga, da slišiš, jaz te odvežem tvojih grehov. To rabiš, da slišiš. In da veš v veri, da ti Jezus si steno priznal, tudi greh je odpustil. In da tistega več ni. Da si ti nov človek, da tvoja preteklost je s tem očiščena, da začneš novo življenje. Da to rabiš ti duhovnika, da ti pove, tvoji grehi so ti odpuščeni. Ljudje se danes zatekajo psihologom, psihiatrom, nekam vsem. Ampak on vam ne more dati odveze. Meni sam psihiatri, psihoterapeuti povedo, pravi, veste, so zadeve, primeri, ko človek rabi odvezo. In jaz jim jasno povem, da jaz tega ne morem dati. Ne lahko to da samo duhovnik. Po vsaki spovedi je zelo pomembno vprašanje, kaj bo sedaj storil. Tukaj se mi zdi, to je taka zadeva, ki je večkrat zelo poudarjen duhovnik, še imam zadnje predavanje, in sicer lahko je dati pokoro, kaj je 2 oče naša, recimo primer, ampak kaj s tem ti rešil? Nič. Jaz človeku, ki pride k meni, ki resno hoče, da bo spremenil neko življenje, postavim vprašanje, kaj boš pa ti zdaj storil? Kaj vem, spove se, da vara svojo ženo. Jaz smo dan 5 oče naš, lahko mu dam, ne vem, rožne vence, kaj. On bo to zmolil, drugi dan bo šel svoje ženski spet. Kaj smo s tem naredili? Nič. In do spovedi je neveljavna, ker on ni naredil procesa spremenjenja. Jaz sem potem pravil, kaj bi ti naredil odnosno svoje žene? Ne vem, da sem malo zmislil, bo rekel, da bi se 15 minut vsak dan pogovarjal z njo, bo šel daj z njo na sprehod, bo šla daj skupaj v kino, bo šla daj skupaj začela hoditi k maši, bo daj skupaj molila, bo začela skupaj brati sveto pismo in tako dalje, in tako dalje. Ko me to našteje, jaz pa rečem, gledaj, to, kar si ti si naštel, to už me ti zdaj za pokoro. In ko bo on, ta dec, začel to delati, ja, ni vrag, da ne bo nekemu kliknalo, da mora nekaj spremeniti odnosov do sebe in do svoje žene, da se bo te zadeve rešil. In tako bo Božja milost, ko bo on odprl vrata, začela potem tudi v njem delovati. Drugače pa ne bo nič. Zelo pomembno, kaj bom sedaj storil. In drugo, kar opažam je, zakaj se dogaja, da ljudje po spovedi niso osvobojeni, oziroma zopet padajo iste svoje stare grehe. Zelo preprosto dejstvo. Zakaj? Pomembno je, da se oseba Jezus-imenu odpove ali odreče duhu greha. Če jaz imam te volje, da bi s temu grehu odrekel, temu duhu greha, ki me muči, ne bo prišlo do spremenjenja. Potem drugo, da spovedniku Jezus-imenu zlomi moč in vest tega duha greha. Da to spovednik naredi, lahko spovednika prosim, da pa če si naletel na spovednika, ki te stvari malo pozna, to pa je drugo vprašanje. In pa tretje, da potem še Jezus-imenu izženem tega duha greha iz tega človeka. Duhovni spovednik to naredi, zlomi moč in izženem moč tega duha greha,
ki deluje človeka. Izkušnja vem, to sem zadnje 2 leti spoznal in to delam, da se to potem res dogaja. Ljudje rečejo, da so bili osvobojeni. Torej, da se jaz odpovem, da se zlomi moč tega duha in da se žene moč tega duha. Drugi zakrament za osvobajanje, tega danes se veliko govoril, je pa Evharistija. Gre za živo navzočnost Jezusa med nami in to je ista oseba, ki je pred 2000 leti hodila po Palestini. Isti Jezus je danes tu, podobi kruha, nobene razlike. Samo takrat je bil človek, danes je pa tu kruh v hostni. Resnično in osebno srečanje z živim Jezusom je omogočeno ravno pri svetem obhajilu, ko vernik postane ena z Jezusom. Hudič trepeta in beži pred evharistično navzočnostjo. Za njega največje mučenje. Ne? Zdaj ne vem, kako tukaj praznujete gostijo ali ohcet, jim rečem na Štajerskem. Kaj delate na gostijo in ohceti? Halo, dobro jutro. Kaj delate na gostiji? Plešete še kaj? Jemo, pijemo. Prosim? Pojemo, se pogovarjamo, s sosedo ubiramo, levega soseda, ne? In tako dalje. In zdaj se predstavljate nekoga, ki gre na gostijo, pa sedi tam za na mizo, pa gleda, kako drugi jedo, pa pijejo, ne? Samo gleda pa sedi tam, ne? Sedi 1 uro, 2 ure, 3 ure, reče, dosti je tega, ne? Pa spoka, pa gre domov. Pa gre domov lačen, žejen, jezen, razočaran in ne vem, kaj vse, ne? In nekaj podobnega se dogaja z našimi ljubimi katoličani, ki nedeljo za nedeljo prihajajo k gostiji, ki se imenuje Sveta Maša ali Evharistija. Se tam postavi pod kor, ne? Roko v držo kakega nogometaša tam pred 11 metrov, ne? In gleda, ne? Gleda, pa gleda še da je dan se pa župnik dolg, ne? In se dogaja to 1 leto, 5 let, 10 let, 20 let, 30, 40 let, 50 in nazadnje reče, ja sej, a ima smisel, da tja hodim, ne? A se kaj spremenilo v mojem življenju? Nič se ni spremenilo. A se lahko? Ne more se. Ti nisi sodeloval pri Maši, jaz bil samo tam gledalec, nemi gledalec, ki ni vodeba stopnice plačati, ne? In se tam gleda in ja, Jezus ne more priti do njega, ga ne more spremeniti. Dokler nam je prestopil in tam Jezus se sprejel kot kruh življenja. Da pa on to lahko najde, mora še iti skozi spovednico, ne, normalno. In ki tega ni, ne, potem se je zaprl s to Božjo milostjo in Bog ne more stopiti do njega in ga popolnoma nič se spremeni. Potem reče, Maša, brez veze, molite, brez veze, to je vse skupaj brez veze in potem nazadnje res vse brez veze. Ne. Potem stane samo še ena folklora, da barva velikonočna jajca, pa da gre tistim žegno, to je da vse za njega in to je njegova vera. Ne. Ja, žal tako je, ne. In zato je to stanje potem pri nas takšno. In če ni tega spreobrnenja in te odločitve za Jezusa, da ga jaz sprejemam v Evharistiji in da se tega zavedam, da to je eden največjih zakramentov, ki naj bil dan v dar, da bi lahko mi postali eno z Jezusom in tudi s tem tudi seveda srečni, tako dolgo, jaz mislim, da nekdo ne more se imenovati katoličan, ne, ali vernik. Je potem samo, mrtev član, ne, občestva ali župnije. Ali pa drugi primer, moči Evharistije. Bil sem, mislim, da bo leta 95, prejšnjem tisočletju, na srečanjih exorcistov v San Giovanni Rotondo. Kdo že bil tam dol? Če kdo ni bil, te mora iti. Ne. Zdaj so dol mozaiki patra Marka Rupnika, jaz sem bil lani ponovno doli. To je pa nebesa. Ne. Do tega ni videl, ne more priti nebesa. To morate si to gledati. Takrat, ko sem bil takrat 95, takrat še tega nič ne bilo, šla stara cerkev, pa da je tam nova cerkev in tisti čudoviti mozaiki, ko se gre dol v kripto, kjer je pater Pip pokopan. To mimo grede.
No in ta smo imeli srečanje egzorcistov in med nami je bil pater Emilijan Tardif, to je bil en kanadski duhovnik, doma je bil iz Dominikanske republike, v tem Kanadi živel. On je posebne karizme, darove, da je po njegovem molitvi so mnogi ljudi ozdravljali. Se bi tudi v Sloveniji, na štadionu je imel srečanje, to je bilo tam mislim nekako leta 90, morda že prej. On žal tudi pokojni že. No in je zaključek tega našega srečanja je bilo v Foggi, to je bližno 30 km južno San Giovanni Rotondo, na večje mesto. Tam smo imeli na štadionu eno srečanje mladih je bilo. Bilo je okrog 25,000 mladih in nas duhovnikov, ki smo bili tam egzorcisti, je bilo nas tam konec celega sveta, okrog 150, če ne več. In smo tam, polovica zelenice štadiona je bila zasedena z bolniki in bolniki so bili na vozičkih. Druga polovica je bila rezervirana za nas duhovnike, so bili na takem velikem podiju, neko stopnici je bilo na višini, tako tistih, da je bil razgled vse posod. No in ko je pater Emilijan Tardif zaključil z mašo, je izpostavil najsvetejše in je molil tam za te bolnike. Jaz sem na svoje lastne oči videl, najmanj 30, 40, če ne celo več, teh bolnikov je ostalo z vozičko in so prišli gor k njemu, dolga pot, po stopnicah do njega in se mu zahvalila. Pa on jim je rekel, veste kaj, ni za vas meni zahvaljevati. Nisem jaz vas ozdravil, vas je Jezus Kristus, njemu se zahvaljujte. Takrat sem videl moč Evharistije, se pravi, kaj lahko Jezus danes dela in kaj naredi, pomeni, da Jezus danes deluje, da ni Jezus zgodovinska oseba izpred 2000 let, pa da danes živi in deluje. Če se jaz seveda odprem tem milosti. Pomemben je tudi blagoslov hiš, stanovanj z egzorcizmom in uporaba blagoslovljene vode, soli, olja. Bog preko blagoslovljene vode prinaša blagoslov, tako kot lahko hudič preko amuletov prinaša ljudem zlo. Ljudje pa navadno kličejo razne anesteziste pa razne mage, da jim predstavljajo tiste postelje, da rabi že resno, da gre spat. To, kar sem sedaj govoril, sem je zdaj strnil samo v eno shemo, tako kot mora biti človeku, se pravi redna sredstva, redna spoved, molitev za notranje zdravljanje, osvobajanje, bolniško maziljenje, zelo pomemben zakrament, nisem ga omenjal, ki čudovito moč ima, ampak ljudje mislijo, da to samo za takrat, ko te že smrt voha, ampak to ni res, zakrament, ki ozdravlja, ne pa kliče smrt. Spomnim se, prišla k meni eno dekle, stara 21 let, prosila za maziljenje. Zakaj pa? Je ta ima rizično nosečnost. Zakaj pa ne? Z velikim veseljem. Tako da to je zakrament za psihične, duhovne in telesne bolezni. Potem seveda redno obiste maše, Ohila nas razložil, zakaj je to pomembno. Potem se to, kar sem že... In nazadnje, če se to ne učinkuje, veste, potem še vidim molitev egzorcizma. Včasih ljudje pridejo, kličejo, ja, vete, dajte moliti zame molitev egzorcizma. Ne gre tukaj tako. Kot boste vi se molili obrniti. Potem, če še bo potrebno, se bo molil drugače, pa ne. Ker to ni magija. In zaključujem to, kar je izrekel, zdaj v velikonočnem času ste to slišali, ta stavek, če hodite kaj k maši. Nekome drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom, nam ni dano nobeno drugo ime, po katerem bi se ljudje lahko rešili, in to ime je kdo? Malo slabo slišim. Jezus. Ste prepričani? Torej, nekome drugem ni odrešenja, dragi moji. Lahko lutaš kjerkoli, ampak nazadnje bo spoznal, da te lahko samo Jezus reši, noben drug, ki bi za nam zato poslan, da bi lahko bili v njem rešeni in osvobojeni. In hvala lepa za potrpljenje.